Gospod Golob, to ni desna politika, to je fašizem, pravite. In hkrati pa napovedujete zamenjave tudi v kulturi, policiji, medijih, skratka kadrovska čistka povsod. Je to potem demokracija, nova politika? Kaj je narobe in kaj bi vi spremenili in kako? Se ne želim z vami prerekati, ampak tega nisem nikoli rekel. Ampak to, čemu smo priča danes, strani tako imenovane desne vlade, se dajmo zavedati, da to ni desničarska politika na nivoju zrele zahodne države. To ni desničarska politika, ampak fašizem. Živinoreja in konzumacija mesa je prevelika. In samo en dan ali 2 dneva brez mesa, če jih zares naslovimo, bojo rešili v kratkem času ravno to pomanjkanje krmil, pšenice za živinorejo. Ja, pred kakšnimi 2 meseci sem začel uporabljati vsaki dan. V resnici je bolj enostavno, kot sem si mislil, potenciali pa neizmerni. Teza Roberta Goloba, da bi za en dan brez mesa lahko v kratkem rešil problem pomankanja krmil in pšenice za živinorejo v Sloveniji, ni podprta z dejstvi in je zelo poenostavljena, celo zavajajoča. Živinoreja porabi velike količine krmil, a dnevna sprememba prehrane tega ne reši. Večina krmil za živino ni pšenica. Prehranske navade niso linearno povezane s krmnim trgom. Golobova izjava je poenostavljena in populistična. Mi se nismo vtikali v stroko. Bom pa povedal neposredno ponovno. Preden sta bila oba imenovana, tako ministrica, kot tudi direktor policije. Jaz sem jih takrat prvič spoznal, to je bilo 31. maja, dan pred imenovanjem. Bi rad povedal eno stvar, ki je mogoče manj znana. Tatjana Bobnar je bila tista, ki je še pred volitvami, v času, ko je bila zaposlena na policiji, iskala kontakt z mano, 2-krat bila pri meni na svojo lastno pobudo in ona je tista, ki je meni govorila o seznamu janšistov, s katerimi bo očistila policijo, če bo le dobila priložnost, da bo postala notranja ministrica. Ona je bila tista, ki je iskala kontakt, ona je bila tista, ki je uporabljala izraz janšisti. Edina resnica, ki jo je povedala, je bila ta, da sva se maja, preden je bila imenovana, dogovorila, da ima eno samo nalogo. In to je, da očisti policijo janšistov. Ona je to ponovila včeraj. In tretji ukrep, srednjeročni, je pa to, da smo se popolnoma na novo lotili procesa solarizacije ali izgradnje sončnih elektrarn v Sloveniji. Pripravili smo načrt skupaj s sistemskimi operaterji, po katerem bomo tretjini slovenskih gospodinjstev, 1000 megavatov približno sončnih elektrarn, zgradili dostop do skupnostnih sončnih elektrarn. S tem rešimo draginjo za vekomaj. Marsikoga je omrežnina spravila v slabo voljo. Še posebej presenečeni in razočarani ob prejemu položnice za elektriko pa so lastniki sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in tudi električnih avtomobilov. Mnogi so, kot pripoveduje naš sogovornik v prispevku, zaupali obljubam iz promocijskega gradiva, ki so spodbujale prehod na obnovljive vire energije, podprte z državnimi subvencijami. A zdaj so jih šokirale precej višje položnice, kot so jih bili vajeni. Povišanje električne omrežnine pri nekaterih dosega kar 850%. Prekleti debili vladni, kaj se grejo? Najprej delajo reklamo, naredite si sončne panele, dejte, boste imeli zastonj elektriko, zdaj nas pa jebejo. Prasice goljufive. Spet je en kurbež vtaknil denar v žep. In spet bo najebal tisti, ki je nasedel tej vladi bedasti. Med drugim tudi jaz, ker sem si dal panele gor, ker sem mislil, da bo to tako kot v normalnem svetu, ne pa da bo to spet en lopovski način, kako kradejo in kako uničujejo.
S tem smo pa tudi sprejeli usmeritev, da bo vlada poskrbela za celovit, se pravi za to, da vso pšenico pridelano v Sloveniji odkupimo preko Zavoda za blagovne rezerve. Se pravi, želimo kmetom pomagati s tem, da jih razbremenimo stroškov, hkrati pa želimo tudi ta pridelek, ki bo s tako pomočjo pridelan, v celoti zadržati v Sloveniji. Na ta način bomo naredili dvoje. Kmetom bomo dali jasnega kupca, enega in stabilno ceno, vedeli bojo, po koliko lahko prodajo in zato bo tudi cena, verjamem, da nekoliko nižja. Napoved ni bila izvedena, ni bilo odkupa vse pšenice. Čeprav je vlada napovedala odkup vse pridelane slovenske pšenice, tega dejansko ni izvedla. Razpis ni bil podprt, ker ni bilo ustreznih ponudb. Napoved je v praksi vplivala na cene in povzročila nejasnosti na trgu. Ukrep se je izkazal kot simbolni javni razpis, ne pa kot sistemska intervencija z resničnim odkupom. Najprej bi rad rekel, da v politiko ne vstopam zato, da se bom ukvarjal z ostalimi, kaj govorijo o meni. Imenovali bomo posebnega nacionalnega koordinatorja za preprečevanje sovražnega govora. Kako to pomembno vprašanje, to je sovražni in sovraštveni govor, nasloviti, zato da ga bomo v družbi preprečevali, tudi sankcionirali, če bo potrebno. Moramo biti pa pri tem dosledni. Razširili bomo pa to kasneje tudi na družabna omrežja, zaradi tega, ker so ta največkrat vir največjih teh zlorab oziroma največjega sovraštva. V politiko vstopam zato, ker vem, da so ljudje siti prepirov med politiki, namesto bi politiki delali za prihodnost države. Zagotovo ne bomo dovolili, da se kandidat SDS-a zavihti v predsedniško palačo, ker bi bilo to nekaj, kar bi Slovenijo vrnilo v mračne čase zadnjih 2 let in to zagotovo si nihče ne želi. Tega filma Janez Janša ne bo videl. SDS-u in Janezu Janši jasno povemo. Dosti te imamo, pedi v penzijo, ker tja je kamor spadaš. Nepremičnine so danes v redu urejene, urejajo jih mimogrede občine skozi nadomestilo, v ta del se ne bomo spuščali. Ta del ostane, nobenemu ne bomo jemali na nepremičninah kar tako. Denar je znotraj okvirjev. Ali bo to pomenilo, da bomo morali spreminjati zakonodajo na marsikaterem področju? Ja, jo bomo pač spreminjali, takrat, ko bo to potrebno. Zagotovo pa ne na način, kot je bil predstavljen, in zagotovo ne z obdavčitvijo regresa ali potnih stroškov, zagotovo ne z uvajanjem novih nepremičninskih davkov, ne. Nova obdavčitev druge in vsake naslednje nepremičnine v lasti posameznikov. Vlada predstavila spremembe pri obdavčitvi nepremičnin. Namen je dvojen. Na eni strani pospešiti, da prazna stanovanja pridejo na trg. In na drugi strani, da se ves zajeti davek iz tega naslova, dobrih 600 milijonov, nameni za znižanje obremenitev dela, po domače višje plače. Po tem drugem koalicijskem vrhu bomo pripravili aneks koalicijski pogodbi, ki bo zajemal vse reforme, časovnico za vse reforme. In ta aneks bomo imeli dovolj časa po tem drugem koalicijskem vrhu, da bo prestal vse demokratične procese vseh strank. Ni znano, da bi bil kakršenkoli aneks k obstoječi koalicijski pogodbi sploh objavljen ali podpisan. Izjava o aneksu je ostal le politični PR, brez izvedbe. Izkazuje se, da je številka neopredeljenih pacientov višja od 100 tisoč že skoraj 20 let. Pa se tega nihče ni zares lotil, mi se bomo tega lotili. Tako da bomo zelo aktivno in to najprej od vseh stvari v roku 6 tednov, v celoti pripravili načrt, kako bomo to številko, ki je danes ogromna, vsaj na vides, spravili v okvirje, ki si jih Slovenke in Slovenci zaslužijo. In to je radikalno znižali.
eni strani se kaže, da se čakalne dobe v resnici niso podaljševale, se je pa število ljudi, ki je v čakalnih vrstah, povečalo. Kaj hočem povedati? Naše obljube, konkretne obljube, ne te sanje o ražnih pa zajcih, so vedno enake in mi jih izpolnjujemo. Papirji so glede tega popolnoma jasni. Naš plan je gradnja 30.000 javnih najemnih stanovanj. Kako povečati in zagotoviti 20.000 novih gradenj? Popisanih imamo približno projektov za okoli 4 do 5 tisoč stanovanj, ki bi se lahko v naslednjem letu in v letu 2024 že začelo konkretno podpirati. Do konca mandata bomo zgradili 5000 stanovanj in od tiste točke vsako leto 3000. Plan je, da se v letošnjem letu začne gradnja okoli 1000 stanovanj. Po njihovih zagotovilih imajo kapacitete za 100 hiš na mesec. 100 hiš na mesec. Bomo ravno tako poskrbeli za obleko našega gospodarstva v prihodnjem letu. Tudi če bo v mednarodnih odnosih in na mednarodnih trgih prišlo do tako napovedovane zime. Naredili bomo vse, da bo naše gospodarstvo dobilo dobro obleko. Podobno kot v energetski krizi bomo oblikovali smiselne, hitre in delujoče ukrepe za gospodarstvo. Naše poslovno okolje postaja iz dneva v dan bolj neprijazno, kar potrjujejo tudi mednarodne analize. Vedno višji davki, ki so lani zrasli skoraj najbolj med vsemi državami OECD-ja. Zapletena birokracija, pa vladni korupcijski škandali in nasplošno negativen odnos države do podjetništva so resna grožnja blaginji državljanov. Slabo delo vlade se kaže v najvišjem padcu BDP-ja v prvem četrtletju letošnjega letja v Evropski uniji in v slabšanju napovedi za prihodnost. Če lahko isto delo nekdo opravlja s šoferjem, ki je zaposlen formalno na Hrvaškem, v resnici pa z njim upravlja slovenski lastnik, bo mogoče kakšen izziv za našo šolsko, socialno in zdravstveno mrežo manj, da to ni nič narobe. Da se selijo v sosedno Hrvaško, ker so tam ugodnejši davčni pogoji. Sam povem, v Bosni so še ugodnejši kot na Hrvaškem. Če vlada ne bo spremenila svoje miselnosti in odnosa do podjetnikov, bo Slovenija plačala visoko ceno pasivnosti in ideoloških eksperimentov.